Danes zaključujemo z izzivi Suske in Gregorja. Pekla sta potico, lovila sta božička, krasila smrekco z zavezanimi očmi. Na srečo in željo mnogih smo končno slišali tudi njun duet. Vse to pa za dober namen, da pomagamo 17-letni Lari iz Šempetra. Izzive je zbirala in otoževala tudi z vašo pomočjo poslušalcev odgovorna urednica Martina Arčon, ki je danes zelo ponosna. Res je, ponosna in vesela. Najprej zato, ker smo pravzaprav dosegli cilj, namen, ki smo si ga v prvih decembrskih dneh zadali. Drugič zato, ker smo tako sinhrono igrali podjetje Gostol, Gopan, Erika in Lara, Jutranika, torej Suska in Gregor in vsi vi, drage poslušalke in poslušalci, ki ste pomagali, da smo prišli do cilja. In zadovoljna, ponosna, vesela tudi zato, ker je danes z nami Lara. Lara, lepo pozdravljena. Ja. Kako se počutiš takole obdana z številnimi tudi čestitkami in dobrimi željami pri nas v studiu Radia Robin? Fajn. Povej mi, če se vrneva mesec dni nazaj, ko ti je mama Erika povedala, da boš dobila, če bosta seveda Suska in Gregor opravila izzive, novo električno posteljo, kako zelo vesela si bila? Zelo. In mi smo veseli z Laro, ki je danes z nami. Mama Erika se tudi smeji, vidim po očeh, da se iskri. Dobrodošli. Dobrodošli, hvala lepa. Ja. Občutki so danes, Erika, kakšni? Občutki so taki, zelo mešani, malo treme, napetosti, predvsem pa veselja. Veselja zato, ker bo Lara končno imela električno posteljo, veselja zato, ker so vam prisluhnili v prostoru, kajti ko boste videli znesek na čeku, boste zagotovo presenečeni. Veselja zato, ker se odvija kolesje v pravo smer. Točno tako, da smo končno dočakali to posteljo, ker nam bo zelo olajšala meni in Lari še posebno. Se pravi, je bilo kar naporno dvigovanje, pomoč Lari in bo zdaj tale pomoč pravzaprav odlično darilo za praznike. Tako, ja, naporno je dati na navadno posteljo, ker se ne zniža, je tista višina, mislim, tako se moraš kar potruditi, se da, če je volja, se da. Tako, predno gremo k Gregorju in Suski, ki sta glavna krivca, na rekovajih, če rečem tako, da smo prišli do cilja, še k predstavnicam podjetja Gostol, Gopan. Irena, povejte, kako zelo je podjetje Gostol, Gopan vpeto v ta naš lokalni prostor? Dobrodelnost je kar naša stalnica, radi pomagamo, radi se vključujemo v take izzive in smo danes prav veseli, da lahko delimo to zgodbo, da smo skupaj skozi Robinove izzive prišli do cilja. In ni bilo težko odločiti se, da boste pomagali, kaj ne? Ne, sploh ne, še posebej zato, ker Lara je ena taka srčna, simpatična punca in ko jo spoznaš in slišiš njeno zgodbo, odločitev je enostavna. Pol je treba samo še izzive podelati, za ta del sta pa poskrbela Gregor in Suska. Ste se tudi v podjetju Gostol, Gopan smejali skupaj z nami in nasmejali, stiskali pesti, da jima bo uspelo? Ja, jaz sem držala pesti, sem se pa res nasmejala vsakem izzivu posebej in mi je bilo tudi to eno darilo, meni osebno, da sem lahko en določen trenutek res odklopila in se nasmejala. Odlično, Marjen, tudi iz podjetja Gostol, Gopan, ni to edino darilo, ki ga dajete prostoru, ni to edino, se pravi, postelja za Laro, pač pa ste prisluhnili tudi drugim potrebam. Ja, dobrodelnost je zdaj že tradicionalna na Gostolu in letos smo poleg Lari pomagali še Stari Gori, se pravi Zavodu za invalidno mladino in rehabilitacijo, in VDC-ju, se pravi delovnemu centru. In poleg tega smo se odločili letos, da pomagamo Zavodu Caritas Samarjan in sicer na področju varnih hiš, se pravi za ženske, ki so žrtve nasilja in rabijo eno prebivališče začasno, da v bistvu grejo naprej in najdejo svojo pot. Se pravi, človeku je zelo toplo pri srcu, ko
lahko pomaga, ko vidi srečo v očeh, tako kot jo lahko vidimo danes. Ja, res je. Res je lepa izkušnja v bistvu darovati, dati, pomagati, te bolj osreči, kot dobiti darilo. Ne? Hvala lepa podjetju Gostol Gopan. Irena, se pravi, lahko rečemo, da z dvignjeno glavo in ponosni gremo naprej v leto 2022. Vsekakor. Jaz se že veselim novih izzivov, ki jih bo prineslo leto. Tako da mi smo zraven, pomagamo. Odlična istočnica za Gregorja in Susko. A se tudi vidva veselita novih izzivov, Gregor? Jaz bom rekel tako, ja, če je res za dober namen in da lahko na tak način pomagava, zagotovo. Jaz osebno sem za. Suska, zagotovo tudi tu moram povedati, da ko ima je bila predstavljena zgodba Lare, so se Ani zarosile oči. In ko smo prvič bili v etru, je ne me snemat, ker jokam. Se pravi, si bila z dušo in telesom, ne, ženske smo pač bolj, ne, sem spoštovanjem čustvene, poleg v teh izzivih. Ja, definitivno. In danes sem si rekla, ojoj, ne, da ne bom spet jokala. Glavnem, ja, tudi Gregor, čeprav ne pokaže solz, je zelo čustven človek, tako da vam povem, da po moje v duši je jokal. Ne, smo res veseli, da v bistvu smo z nekim takim projektom, ki smo nasmejali marsikoga, dosegli še neko dobro dejanje in to je neka zmagovalna kombinacija. V bistvu, da nasmeješ ljudi, prineseš neko veselje in si zdraven še dobro delan. Pa sta bila prepričana pri vsakem izzivu, da bo uspel, da bomo dobili vedno novih 1000 evrov podjetja Gostol Gopan v naš dobrodelni sklad? Midva sva se tega lotila zelo samozavestno in midva se vsakič, ko sva dobila izziv od tebe, ki si nam ga predstavlja, rekla, to je narejeno. Zdaj, samo drugo pa je potem, ker je bilo treba pač zadevo narediti, ampak pri čemer sva se strašno zabavala, ker je treba reči. In drugo je potem tisto, ko čakaš, a bo izziv opravljen, a ne bo izziv opravljen, a sva naredila dobro ali ne, ampak ja, no sej, potrudila sva se po najboljših močeh in tako, kakor je rekla Suska že prej, to, da smo zraven še uspeli nasmejati koga v teh prazničnih časih tudi, se mi zdi, da je tako res ena taka pozitivna stvar še zraven. In morda samo še eno vprašanje, kateri ali pri katerem izzivu sta se najbolj zabavala? Lahko rečemo, da največ težav smo imeli s kravo. Nismo se zabavali, zato ker smo rekli, tu ne bo šlo. Tista krava je kar brcala na vse strani, nam je uspelo. Pole s tistim rumom tam pri meni doma smo se malo omehčali, ker smo pekli potico. V bistvu vsak izziv je bil zase, zdaj zadnje, ko smo peli, tisto itak smo se smejali vsi, ker smo vedeli, da je katastrofa. Tam smo se res tako nasmejali. No. Pri potici pa malo bolj tako. Vzeli resno zadevo, ker je bilo težko. Zagotovo se je tudi Lara nasmejala. To je bila pravzaprav tvoja želja, da zapojeta. Zapela sta Belo snežinko in kako zelo všeč ti je bila tale skladba v verziji Gregorja in Anje? Zelo? Zelo. Se pravi, si želiš, da bi še ne zapeli? Ja. Se pravi, nov izziv je pred vrati. Zdaj pa izvolita, prosim, lepo, ček čaka. Razglasili bomo to našo slavnostno številko, za katero smo se trudili vsi. Moram priznati, da tudi vi, drage poslušalke in poslušalci, ki ste donirali na tekoči račun Fundacije Vrabček upanja, ki je pravzaprav pristopila k akciji in prek nje smo prišli do te številke, ki jo boste kmalu videli na čeku. Podjetju Slo Metal se iskreno zahvaljujemo, ker je zadnji hip poklicalo direktor Klemen Hvala in reklo, tudi mi bomo prispevali za Laro 2500 evrov, tako da iskrena hvala. In ja, največja pa podjetju Gostol Gopan, ki je akcijo podprlo že v samem začetku. Seveda smo upali, da nam skupaj uspe kupiti električno posteljo za Laro. Ta je glavna in najpomembnejša, cilj je dosežen, zato še enkrat iskrena hvala. Zdaj pa Gregor in Suska, prosim lepo. 7250 evrov. Se pravi, podvojili smo začetni znesek, na katerega smo pravzaprav upali, to je 3000 evrov. 7250 evrov. Lara je vesela, poglejte na smeh, poglejte to srečo v očeh.
Lare, 17-letne iz Šempetra pri Gorici, ki je že od rojstva, bom rekla, preklenjena na voziček in solze v očeh mame Erike. Mi jokamo z vami v srcu, Erika. Vem, lepo je prebrati to številko, vem, da ste srečni, vem, da bo šel denar v prave roke. Iskreno se pravzaprav zahvaljujem za to, ker ste se izpostavili, tako je tudi nam lažje peljati zgodbo, pokazati Laro. Lara, zagotovo bo denar prinesel srečo, poleg električne postelje, torej Fundacija Vrabček upanja bo bdela nad to številko, boste, Erika, verjetno nabavili še kaj koristnega za svojo hčerko. Bomo. Zdaj, ona si od vsega najbolj želi kolo. Ko ga je že imela, ker je bila majhna, samo zdaj pač ga je prerasla in so rekli, da novega in ne pripada na socialno. Tako da zdaj bo možnosti uhoditi, če to želijo. Da bo lahko kolesarila. Super, super, a bomo zaploskali, bomo želje, ena Božičkova, ena Dedko Mrazova in še kakšno bomo ujeli v nadaljevanju. Lara, hvala, Erika, hvala, hvala podjetju Gostol Gopan, hvala Vrabčku upanja, podjetju Slometal, Anja in Gregor, hvala vama in hvala vam, drage poslušalke in poslušalci in seveda celotni ekipi Radia Robin, ki stoji za tem projektom. Pomahajmo v kamero, hvala in srečno! Radio Robin, v živo iz pravlične vasi v Novi Gorici. Radio Robin, uradni božični radio za Goriško.